Ksenija je rekla, da ne smem gledati kmetije. Da vidim to čudo. Nimam besed. Se pa je lepo slišati od tebe, da se tako... Počakaj. Samo ustavi. Kaj se dogaja z ustnicami teh ljudi? Opazila, da se me moški malo več bojijo, ko vidijo moje tatuje. Zdaj spadem brz zajebana. Ne, resno, to niso ustnice. To so napihljive varnostne blazine za čustvene trke. On pa govori, on bi se mogel malo naučiti govoriti sploh. Govoriš, da bi se moral nekdo naučiti govoriti? Zanimivo. Pri vas očitno najprej povečate ustnice, potem pa upate, da pride še kaj pametnega zraven. A sem jaz neumna? Ne, negativno. Tega se jaz sploh ne bom dotikal. Bom pa rekel nekaj drugega. Če ustnice rastejo hitreje kot vsebina, potem pogovor vedno postane bolj napihen kot pamet. Vem igro pred drugimi, sem 3 korake pred drugimi. Jo, mogoče res, ampak če so koraki narejeni z ustnicami, ki pridejo prosto pred tabo, potem nisi 3 korake naprej, ampak 3 centimetre širše. Ker če si res 3 korake pred drugimi, to se vidi, brez povečave. Tukaj me pa upajo tako podcenjevati. Jej, počakaj malo. Imam malo bolj slab želodec za te stvari. To pa ni več polnilo, to pa je eksperiment, ki je šel malo po svoje. Občutek je zelo čuden. Juj, a so hoteli tukaj volumen ali so testirali, koliko realnosti še ostane v obrazu? Veš, kaj je tukaj problem? Ni, da si nekaj popraviš. Problem je, ko popraviš toliko, da obraz začne govoriti svojo zgodbo, ki nima več nobene veze s tabo. In potem ljudje ne vedo več, ali gleda osebo, ali je rezultat zadnjega termina. Bom ga kar predala. Aha, zdaj bo pa predala. Zanimivo. Toliko popravkov, toliko truda, toliko fasade, pa na koncu odneha. Veš, kaj je tukaj hec? Ljudje trenirajo obraz, ne trenirajo pa sebe. Ustnice zdržijo več pritiska kot karakter. In potem pride prvi pravi dvoboj, brez filtrov, brez popravkov in tam se pokaže, da samozavest ni stvar volumna, ampak hrbtenice. Kar me nič ne dela, kar me samo kavo pije, kar me samo sedi, kar me se samo lišpa. Sediš, piješ kavo, se lišpaš. To ni strategija, to je čakalnica. Kot sem rekla, jaz sem že na začetku povedala, da jaz nisem prišla tu noter tekmovati, delati fizičnega dela. Juj, to je čisto slučajno prišla voda, kjer se dela. Mogoče edino to, da bi se mogoče malo bolj zaprla v sebe, ne bi se toliko odprla na začetku, kot sem se. Preveč si se odprla? Ne, preveč si se razkrila, brez vsebine. Veš, kdo se še zbira? Bomo naslednjič komentirali.